Ja, seveda, da lahko jemo takrat, ko se razstrupljamo, ker, kot sem že prej omenila, naše telo se nenehno razstruplja in če ne bi ničesar uživali, takrat bi se tudi razstrupljalo. Ampak tukaj je najbolj pomembno, kako se lotiti celotnega procesa, zaradi tega, ker moramo tudi vedeti, kje se največ zastrupljamo. A je to hrana, recimo, ki ni ekološka, če ne uživamo ekološke hrane, pa uživamo veliko pesticidov, herbicidov, fungicidov, ali pa recimo smo izpostavljeni kakšnem elektrosmogu, se pravi elektromagnetno valovanje, ali pa recimo težava s tem, da smo izpostavljeni strupom, toksičnim snovem, ki so tudi v zraku, v vodi, tudi pohištvo in tako dalje. Se pravi, je treba ugotoviti, kje je glavna težava in potem izberemo način, kako se bomo razstrupljali. Jaz vedno priporočam, da je taka bolj lahkotna varianta, seveda uživamo hrano, ki je za nas najbolj optimalna. Če smo seveda uživali hrano, ki je dejansko bila predelana, veliko sladkorje, veliko nasičenih maščob ali predelanih maščob, takrat seveda je treba začeti prvo pri prehrani, pa potem dodamo še kakšne stvari, ki so izjemno koristne pri samem procesu razstrupljanja. Tukaj seveda govorimo o veliko klorofila, veliko zelenih različnih trav, spirulini, kloreli, kakšne koristne stvari, kot so recimo posebej za razstrupljanje bentonitska glina ali zeolit in tako dalje. Se pravi, vsak posameznik lahko določi pri sebi, kaj mora narediti. Seveda se lahko tudi odločimo za tako varianto, da ne uživamo hrane, ampak uživamo tekočine. To je bolj pospešen način razstrupljanja in tukaj govorimo seveda o postu. Jaz zmeraj priporočam, da je to post ob sokovih, zelenjavnih prevredkih, recimo kakšnih čajih, ne pa na vodi, zaradi tega, ker na tak način lahko pride do večjih zapletov. Kalček, naravno z okusom.